Pa še z drugimi. Gospod Rop je imel tudi priložnost, da bi tudi vse ostali pogledali časa. Jaz govorim zato, ker želim povedati, da privatizacija ni tako enostavna SMS-ov, elektronskih sporočil, klicev. Ni se odločil, da pride, je pa tik pred oddajo sporočil, da ga ne bo. Gospod Kovač, zanima me, mislim, da je gospod Golobič govoril o nekem okvirju regulacije, ki jo manjka v tem času tektonskih premikov v družbi. Je bil to glavni razlog, da se danes pogovarjamo vseeno o tem, ali je bila privatizacija pravična oziroma ali bi lahko bila bolj pravična, če že pravična ne more biti? No, nesporno. Mislim, da se strinjamo več ali manj tudi s tem, kar je trenutno Golobič govoril. Se pravi, šlo je za improvizacijo, šlo je pravzaprav za proces učenja in nihče pravzaprav ni sproti vedel, kaj bo nastalo. In spretnejši so bili tisti, ki so se v nekem danem trenutku hitreje znašli. Če boste pogledali danes direktorje PID-ov, boste opazili, da med njimi ni bilo ekonomistov. To so bili elektroinženirji, to so bili v bistvu ljudje, ki so prihajali iz drugih strok, ki pa so bili v očitno kombinatoričnem mišljenju pravzaprav tisti, ki so lažje in hitreje dojemali. In bili so vedno korak pred zakonodajo, korak pred recimo regulacijo. Da smo se mi lotili seveda tega bolj ali manj z ne povsem jasno institucionalno strukturo, z nejasnim pogledom, zakonodaja je bila seveda šibka in institucije, ki bi morale v ozadju seveda stati, od stroke, pa na drugi strani seveda tudi do postavnih regulatorjev, te vloge seveda niso pravili. Tudi stroka ni pravočasno opozorila. Potem kasneje so se začele graditi seveda te politično-interesne, poslovno-interesne sfere, ki so tudi nič novega. Se pravi, tržni sistem preprosto ne more delovati brez mreženj. To je od samega začetka razvoja kapitalizma in tržnega sistema. Pomeni, gre samo za to, v kakšni obliki in na kakšen način se bodo ta omrežja naredila in koliko jih uspemo obvladovati. Mi jih nismo uspeli. Gospod Verčič, takoj po oglasih bo beseda vaša, kratek premor in nadaljujemo čez nekaj minut. Vsakdo je mižal na to, kar se je dogajalo. S tem, kar smo delali, naj bi se seveda po njihovem mnenju povzročala tako poslovna, kot tudi morda politična škoda. Nazaj smo z novim poglavjem v zgodovini privatizacije družbene lastnine. Ta se je stran od oči javnosti začela že nekaj let pred razvpitimi certifikati. Vodstva številnih podjetij so takrat izpeljala divje lastninjenje. Odgovarjali so redki. Podobno kot kasneje, ko so se do lastnine s spornimi nakupi in podporo politike dokopali tako imenovani tajkuni. Poglejmo. Obdobje od leta 1990 do 1993 ni slučajno poimenovano obdobje divjega lastninjenja. Novega slovenskega lastninskega zakona še ni bilo, jugoslovanski pa je celo dopuščal brezplačne prenose na zasebna podjetja. Največkrat je šlo takole. Vodilni družbenega podjetja so ustanovili zasebno podjetje, tako imenovani bypass, in nanj brezplačno prenesli kapital ter poslovne funkcije. Mirno poslovali dalje, staro družbeno podjetje pa pustili sociali oziroma državi. Te lupine družbenih podjetij so v prvih 3 letih nove države pognale delavce v stavke, a te so se mešale tudi s tistimi podjetji, ki so v izgube zašla zaradi izgubljenega jugoslovanskega trga. Za vse pa je navzven veljalo, to je pač tržno gospodarstvo. Vse pove primer Primexa, takratnega novogoriškega velikana. Vodstvo z direktorjem Aleksandrom Lovcem na čelu je ustanovilo številna bypass podjetja doma in v Italiji in nanje preneslo družbeni kapital. V Italiji je imel Primex tudi skupna podjetja z zloglasnim Saftijem, ki ga desni pol politike še danes vidi kot primer udbovskega podjetja s finančnimi malverzacijami. Direktor Aleksander Lovec, ki je bil tudi član drugega doma parlamenta, takratnega zbora občin, je ob neki drugi priložnosti povedal. Zato smo se dogovorili za nekatere skupne investicije. Primex je padel v velike izgube. Vodstvo je poudarjalo, da zaradi izgube jugoslovanskega trga. Kljub temu ga je izdatno kreditirala komercialna banka Nova Gorica, na čelo katere je neposredno z mesta predsednika zadnje socialistične vlade prišel Dušan Šinigoj. Prav ta kreditna radodarnost je banko spravila v bankrot oziroma sanacijo.
Vsi postopki zoper vodilne Primeksa so se zaradi odstopa od pregona in zavrženih ovadb končali brez sodnega epiloga. Revizorji pa nezakonitega odliva kapitala v Italijo, o čemer se je na veliko govorilo, niso mogli dokazati, ker za to niso imeli pristojnosti. Podjetja Primeksa so šla v stečaj ali likvidacijo. Zaključek zgodbe. Dokumenti, ki smo jih pridobili s pomočjo italijanskih kolegov, kažejo, da je Aleksander Lovec na to dolga leta vodil italijansko podjetje Primex Emiliana, soustanovljeno z družbenim kapitalom Primeksa in z enako trgovsko dejavnostjo. Podpredsednik uprave Emiliane je bil Danilo Bašin, prav tako eden vodilnih družbenega Primeksa. Emiliana je bila lani izbrisana iz registra podjetij. Revizorji so kasneje prav v tem času, do leta 1993, se pravi do sprejetja privatizacijskega zakona, odkrili največ oškodovan družbene lastnine, kar 86 milijard tolarjev ali revaloriziranih 1,4 milijarde evrov. Kar nekaj tega zneska so vodstva podjetij vrnila, ker sicer ne bi dobila soglasja k modelu privatizacije. Kazenske ovadbe za oškodovanje družbenega premoženja zoper vodilne pa so na tožilstvih padale kot zastavo, kar kaže izpisek iz tožilskega poročila, ki ga mimogrede na tožilstvu sploh niso mogli najti. Dobili smo ga na sekretariatu vlade, potem ko so umaknili oznako zaupno. Do leta 2001 so bile v 58 podjetij od 109 izrečene obsodilne sodbe, večinoma pogojne. Zanimivost, do leta 1995 oškodovanje družbenega kapitala ni bilo kaznivo dejanje. Od sredine druge polovice 90-ih let dalje pa je potekala faza lastniške konsolidacije s prevzemi podjetij, z ilegalnim trgom certifikatov, s skritimi parkiranji delnic brez objave prevzemnih ponudb, z izločanjem malih delničarjev, z mreženjem podjetij v prave lastniške hobotnice. V prvi polovici tega tisočletja so obstajala vsaj 3 velika lastniško prepletena omrežja. Najprej okrog pivovarne Laško, ki je z neposrednim ali posrednim lastništvom obsegala vse, od pivovarne Union in Fruktala, od časopisov Delo in Večer do Radenske, od tiskarne do tovarne Nogavic. V omrežju Istrabenza so bila energetska podjetja, pa cela vrsta hotelov, pa Postojnska jama. DZS je imel v svoji solastniški mreži neposredno ali posredno vse, od Marine Portorož do Term Čatež, od delikatez do časopisov. Mediji so bili nasploh zaželena tarča prevzemov, s katerimi so si tajkuni in z njimi povezani politiki zagotavljali vpliv na javnost. Sandra Bašič je pred 10 leti v svoji obširni analizi zapisala: zgodovina nakupovanja medijev je zgodovina zlorab zakonov, pravne države in finančnega trga v zasebne namene. V bistvu so mediji bili ključna valuta, ki so se ti lastniki v bistvu podajali za dobivanje političnega vpliva oziroma za preprečevanje določenim političnim opcijam, da bi imeli političen vpliv. Skratka, zame je ta zgodba o privatizaciji medijev, zgodba o privatizaciji v Sloveniji nasploh, zgodba o propadu pravne države, zgodba o tem, kako država ni bila sposobna sprejeti zakone, kaj pa šele jih izvajati. Skratka, vsakdo je mižal na to, kar se je dogajalo. Bilo je številne inštitucije, ki so delale, da to ni njihov problem. Danes so lastniki najpomembnejših časopisov znani tajkuni. Delo je v lasti Stojana Petriča, Dnevnik obvladuje Bojan Petan, Večer je v lasti Uroša Hakla in Saše Todoroviča, Martin Odlazek pa obvladuje celo mrežo lokalnih radijev, časopisov in revij. Vse se je za javnost dogajalo v imenu nacionalnega interesa, da nas ne pokupijo tujci, v resnici pa za zasebne interese. Kaj je torej v času teh množičnih koncentracij lastništva in prevzemov počela pristojna agencija za trg vrednostnih papirjev? ATVP je reagirala vedno, ko je to odkrila, in sicer s prijavo sodniku za prekrške. Tam se je zadeva ponavadi končala, ker sodniki za prekrške tega niso obravnavali. Morate pa tudi upoštevati, sodniki za prekrške živijo v okolju, v katerih živijo tudi družbe, ki so prevzemale. In jaz si mnogokrat nisem mogel predstaviti sodnika za prekrške, ki bi delal proti recimo najmočnejši gospodarski družbi v svojem okolju. Nemalokrat se je zgodilo, da so se sodniki za prekrške tudi klicali moje sodelavce na agencije s prošnjami, tudi v drugih primerih, kjer je agencija dajala predloge za uvedbo prekrškov, in so jih nagovarjali, naj se ti predlogi umaknejo. In to se je končalo, ko je enkrat ena kolegica opozorila tako sodnico, da se pri nas vsi pogovori snemajo.
potem ni bilo več klicev in nagovarjanj, dajte vendarle umakniti predlog za prekršek. S spremenjenim zakonom o prevzemih je leta 2005 agencija sama postala prekrškovni organ. Toda ali so kdaj opozorili politiko na nezakonite prakse in nujnost sprememb zakona? Sej tudi ni bilo treba posebej opozarjati, sej se je videlo, iste informacije so hodile k nam, ko so hodile k politikom. Šlo je samo za vprašanje tega, kdaj so v političnih strankah ocenili, da je treba narediti korak naprej. Največ prevzemov podjetij se je zgodilo leta 2007, ko je agencija izdala kar 35 dovoljenj. Na teh prepletenih omrežjih so se nato zgodili menedžerski odkupi. Za nekaj najbolj razvpitih je bila pospešek napoved Janševe vlade, da se bo država umaknila iz gospodarstva in dokončala privatizacijo. Da bi to prehiteli, so se menedžerji s svojimi zasebnimi podjetji postavili na vrh lastniške verige. Boško Šrot s svojim podjetjem Atka Prima, Igor Bavčar s FB investicijami, Bine Kordež z Merfinom. Je bilo še veliko drugih, od Tatjane Fink v Trimu Trebnje do Romane Pajenk iz Probanke, Romana Glaserja v Perutnini Ptuj, Dušana Šešoka v Iskri. Seveda obstajajo tudi zmagovalci menedžerske privatizacije, med njimi celo nekdanji predsednik parlamenta Herman Rigelnik, ki je s prevzemom Avtokomerca oziroma ACH-ja na koncu postal lastnik 5 ljubljanskih hotelov. Mnogo manj pa je širši javnosti znano, da je menedžerske prevzeme pravzaprav trasiral ljubljanski BTC oziroma ekipa Jožeta Mrmala. Ta je kasneje v neki izjavi razkril, da se je zavedal posledic. Zakon omogoča prekoračitev, seveda s sankcijami ali z ustreznimi posledicami. Vodilni BTC-ja so menedžersko privatizacijo izpeljali preko 2 družb pooblaščenk s pomočjo londonske borze in odkupi lastnih delnic, tudi z nenamensko porabo obveznic za razvoj družbenega podjetja. Ko je protikorupcijski urad v takšni privatizaciji ugotovil več kaznivih dejanj, je tarča namesto Mrmala postal vodja urada Boštjan Penko, češ da delajo škodo. In na to smo bili tudi opozorjeni, tako strani odvetnikov, ki so takrat zastopali to konkretno gospodarsko družbo oziroma menedžerje, ki so jo lastninili, kot tudi na nek način strani vlade kot institucije oziroma pač naših takratnih, bom rekel, predstojnikov, čeprav ne neposrednih, ampak s tem, kar smo delali, naj bi se seveda po njihovem mnenju povzročala tako poslovna kot tudi morda politična škoda. Pa ne samo tistim gospodarstvenikom, ki so pač takrat bili vpleteni v ta ravnanja, ampak tudi stranki, ki je bila takrat na oblasti. Ja, LDS je praktično takrat imela monopol nad vsem. Vsi postopki so se končali v prid akterjev, nihče ni odgovarjal. Za naslednje menedžerske prevzeme je bila to zelena luč. Mrmalovo premoženje je bilo pred 3 leti ocenjeno na 27 milijonov evrov. In kaj se je v teh procesih dogajalo z državno lastnino? Tako menedžerski prevzemi kot koncentracija lastništva predtem so potekali z roko v roki z državnima skladoma Kapitalsko in Odškodninsko družbo. Po ugotovitvah parlamentarne preiskovalne komisije je tudi pri prodajah državne lastnine prišlo do oškodovanj, saj sta sklada skoraj celo desetletje državne deleže prodajala večinoma brez javnih ponudb, se pravi prijateljsko, pa tudi pod ceno. Eden izmed nekdanjih predsednikov uprav KAD-a, Borut Jamnik, vse to zanika. Na večkrat ponovljeno vprašanje, ali se za sporne prodaje državnega premoženja čuti soodgovornega, pa odgovarja. S tem da, še enkrat, vi mene sprašujete kot nekoga, ki je bil v tistem obdobju, ki je bilo preiskovano obdobje v bistvu v Kapitalski družbi kot predsednik uprave leto dni. Tako da je bilo v resnici smiselno vprašati naprimer posameznike, ki so upravljali premoženje med 2004 in 2008, ne glede na to, da te niso bili predmet pregleda, so bili pa v tistih postopkih, o katerih sem prej rekel, se pravi problem netransparentnega upravljanja premoženja, pri katerih je nastala mnogo večja škoda. Stanje danes. Državne lastnine v podjetjih je za 10,6 milijarde evrov. Večinske deleže ima država še vedno v najpomembnejših podjetjih, kot so Telekom, Luka Koper, Zavarovalnica Triglav, pomembne deleže pa tudi v Krki, Petrolu in NLB-ju. Z vso ostalo, torej zasebno lastnino, pa je takole. Po izračunu Bineta Kordeža, ki se po propadlem menedžerskem prevzemu ukvarja tudi z analizami privatizacij, ima 10% najbogatejših v Sloveniji v rokah 40% premoženja.
Dr. Verčič, če začneva s to anemičnostjo pristojnih organov, tudi tistih pregona, slišali smo izjavo gospoda Boraka, zakaj bi opozarjali, saj je vendar politika imela enake informacije kot mi. Vi ste bili v nekakšni vlogi svetovalca v ta čas privatizacije, torej v ozadju dobro poznate procese preko vaše agencije Pristop, ste takrat svetovali vsem akterjem privatizacije. Zakaj se politika ni zganila? Kakšne koristi je imela od tega? Da razumemo privatizacijo v Sloveniji, je po mojem najboljša prispodoba kazinoja. Skratka, privatizacija je izgledala tako, da je država zelo populistično, ker se je to lepo slišalo, vsem razdelila žetone. Vsi so dobili žetone. Potem, ko so žetoni bili razdeljeni, je bilo pa rečeno, zdaj pa najprej vsakdo igra pri svoji mizi. In je bilo zelo pomembno, ali si pri bakaraju, ali si pri ruleti, ali igraš blackjack, skratka, če si bil pri Krki, Leku in tako naprej, si lahko v nekaj vložil, večina je pa ostala zunaj teh miz. Zdaj pa, ker so vsi dobili več ali manj približno iste žetone, zdaj tu smo gor dol, je bilo pa tako, če rabiš denar, si v eni situaciji. Če ne rabiš denarja, lahko svoj žetonček držiš. In če imaš denar, ali pa si ga lahko sposodiš, kupuješ žetončke še drugih. In tako se je začelo to kopičenje. Eni so začeli te žetončke kopičiti. Potem se je izkazalo, da premoženja za te žetone v resnici na drugi strani ni dovolj. In se je začelo še dodatno kompliciranje potem, ko je bilo treba pide nafilati z nekim premoženjem. Zdaj, kaj je iz tega sledilo? Prvič, nekaj ljudi je seveda tako kot v vsakem kazinoju dobilo zadetke. In so zaslužili pošteno. Če dobro pogledate, to niso bili ljudje, ki so bili najbolj omreženi. To niso ljudje iz središča sistema takratnega. Te ljudje, ki so najbolj igrali ali pa bili najbolj omreženi, so v resnici na koncu ostali zunaj. V glavnem, ne? Te, ki ste jih našteli, če pogledate seznam najbogatejših Slovencev, ste gotovili, samo eden v tem trenutku še figurira izmed teh privatizacijskih baronov, eden je nekje v tujini, ne? Vse ostalo na tej lestvici danes najbogatejših Slovencev so v resnici ljudje, ki so ustvarili svoje premoženje. In moramo razumeti, da danes Slovenijo pravzaprav generira bogatstvo v glavnem srednje velika podjetja tipa Krapovič, Pipistrel, če hočete Hidrija in tako naprej, ki nekaj realnega ustvarja. Ampak veliko jih je premoženje odpeljalo tudi v tujino. Zdaj pa, s temi žetončki, se pa na koncu zgodilo tako. Eni so dobili. Večina zgubi v vsakem kazinoju. Edini, ki nikoli ne zgubi, je kazino. In moja teza je, da edini, ki je v privatizaciji res profitiral, je bil politični razred. Ne personalno, ampak strukturno. Današnje vlade, če pogledate skozi časovno vrsto zadnjih 30 let, današnje vlade so bistveno močnejše, kot so bile katerekoli vlade na začetku te samostojne Slovenije. Se strinjate s tezo profesor Bašičeve, da je pravzaprav zgodovina privatizacije medijev, tudi zgodba privatizacije v Sloveniji nasploh, da gre za propad pravne države na vseh področjih, da gre za nesprejemanje zakonov, neukrepanje? Niste mi odgovorili še na to. Ta pravna država obstaja takšna, kot je od vsega začetka. Propad pravne države, hipoteza o propadu pravne države predpostavlja, da je na začetku bila pravna država, pa potem propadla. V osnovi bi si vendarle drznil trditi, da država je vedno bolj pravna. Kar se pa je dogajalo tukaj, gre pa za slavni trikotnik. V družbi imate 3 jedra vplivanja. Eno je politika, ki razpolaga z silo, s policijo in vsem ostalim sodišči. Drugo je gospodarstvo, ki vpliva z denarjem. Tretje so pa mediji, ki vplivajo z vplivom. Država, se pravi politika in gospodarstvo, če hočete, ljudje z denarjem in ljudje z močjo, politično močjo, so ves čas med seboj pravzaprav igrali in še igrajo. Kako so igrali v praksi, kako je to izgledalo, kako se je odločalo v teh poslih, koliko odgovornosti nosi politika? Na koncu dneva v vsaki državi, kot se reče, se odgovornost ustavi pri najbolj odgovornem odločevalcu v državi. Tako da karkoli se je v državi zgodilo, je seveda politika odgovorna. Se je vmešavalo v konkretne posle, so se dogajali sestanki v pisarnah politikov? Te zadeve je potrebno gledati tako. Zdaj, mi imamo celo 3 faze privatizacije, bi morali zelo ločiti, ker se v vsaki fazi so se dogajale zelo različne zadeve. Oziroma 4 celo. Mi bi morali začeti z Markovičem.
Ne, se pravi, še v Jugoslaviji so se ene zadeve začele in BTC se v resnici začne v Jugoslaviji že. To ni povezano z temi žetončki. Ne. Žetončki pridejo v drugi fazi, to je druga faza, PID-i pridejo v tretji fazi, potem pa četrto, ki je pa povezano s vprašanjem poceni denarja, bankami in vsem tem, kar se je z temi menedžerskimi odkupi dogajalo. Ne. In če pogledamo to zadnjo fazo samo menedžerskih odkupov, takrat je bilo popolnoma jasno, da je v Sloveniji, v slovenski, lahko bi rekel, politiki, v celotnem loku vseh strank, ki so sedijo v državnem zboru, veljal konsens, da je potrebno poskrbeti, da bo jedro slovenskega gospodarstva ostalo v domači lasti, ne glede na posledice skorajda. In jaz sem tako rekoč videl, kako se ljudje hodijo dobesedno spraševati, ali lahko izvedemo menedžerski prevzem, ker so bankirji takrat s kufri dobesedno pred vrati uprav stali in spraševali, a bi ti zdaj prevzel svoje podjetje. Lahko moraš povedati, da je bilo leto 2005 in naprej. Če lahko Dejan, mi je všeč ta metafora s kazinojem, ampak tukaj je zelo preprost odgovor na vprašanje, kaj je bila vloga politike. Politika je bila krupje v tem kazinoju, ne? Ona je bila tista, ki je delila žetone, ki je potem skušala poskrbeti, komu pomaga, da je zadev, in ki je pri tem nekaj vzela za banko. Absolutno. Edina banko, ki pobere. In to je ta mehanizem, ki smo ga zdaj videli na primeru notranjih prevzemov, na primeru PID-ov. Notranji prevzemi, noben od teh se ne bi zgodil brez pomoči državnih skladov, brez pomoči državnih bank, in brez seveda pomoči nekih sestankov, kjer so krupječki pač delili žetone, malo vplivali na to, kako se ruleta vrti, in kar je ključno poskrbeli, da ni bilo elektronskega nadzora teh naprav v tem kazinoju. To je po moje ključno v celi zgodovini Slovenije, tej zadnji 30 let, odkar pač je, so bile nadzorne inštitucije zadnje, ki so se vzpostavljale. Prej smo govorili o improvizaciji, ampak če pogledate interesno strukturo, ki je tukaj, pa tukaj ni nobene improvizacije, tukaj so zelo jasne strukture. Kamorkoli pogledate v vzhodno Evropo, vedno so tako imenovane desne vlade bile tiste, ki so želele neko centralizirano privatizacijo, in leve tiste, ki so želele pomagati tistim, ki so že bili v podjetjih. Tukaj ne gre samo za rdeče direktorje. Še to povem, ker ta zgodba je bila prezrta in je bila celo malo odrinjena v stran v prispevku, ki bi sicer zelo dober, moram reči. Ampak in del tega denarja je iz konkretnega kazina v Portorožu recimo odtekal preko italijanske mafije iz slovenskih finančnih zakladov na neke račune v tujini. Kdaj se je ta zgodba začela? Prvo slovensko offshore podjetje oziroma sklad je bilo narejeno leta 1951 v Luksemburgu. Naredil ga je Stane Kavčič, ki tudi po mojem ni hodil na ekonomsko fakulteto, ker je vedel, da se tam ne bo tega naučil. To tako kot so ljudje vedeli, da se na FSP ne bo naučil, kako se država naredi, takrat. Zato so pa improvizirali potem, pa se niso znašli. Ampak gledajte, ta denar se je ves čas nalagal, te sklade, ki so bili takrat narejeni, so leta 90, pa tudi če kasneje, zelo aktivni. Ta kapital pride nazaj v Faktor banko kot neko alternativo za LB, če bi se to kaj zgodilo. Pride nazaj skozi cel kup teh zgodb, ki ste jih tukaj omenjali. In odgovornost, kot ste rekli, nosijo tisti, ki so bili na oblasti. Gospod Golobič, kako vi gledate na to izjavo gospoda Penka? Vendarle, da je LDS v tistem času imela monopol nad vsem, je opozicija tudi odigrala svojo vlogo? Vsekakor bi rekel, da je to kazanje s prstom nekoga, ki ni opravil svojega dela. In je potem se zatekel v, bom rekel, strastnega zagovornika. Ni bilo teh očitkov, da se vmešavajo v stvari, s katerimi delajo škodo. A si lahko kdorkoli za tem omizjem predstavlja, da bi se sestanek, kot je bil 12. avgusta 2005 v pisarni predsednika vlade Janeza Janše, kjer je bilo zato, da je država, da so skladi državni prodali po knjigovodski vrednosti Mercator dvema podjetjama, Istrabenzo in Pivovarni Laško, v zameno za vpliv v časopisu Delo. Poznam, ampak sprašujem vas za obdobje vladavine. Gospod Verčič lahko tukaj dociral 15 minut, dovolite, da 5 minut, nekaj 2 stavka, in če me sprašujete in sploh, če me postavljate v vlogo nekoga, ki naj zagovarja 30 oblasti. Jaz vam povedal, v času certifikatov sem bil star 27 let, delegat v skupščini in se s tem ukvarjal nisem. Zdaj pa,
To smo Si že lahko, povedali, si da lahko predstavljate, da bi tak sestanek se zgodil v času vladavine Janeza Drnovška, o katerem govori gospod Penko. Ne, takega sestanka, vi si lahko, verjamem. Jaz si lahko predstavljam, bomo glasovali mogoče? Ne, boste povedali, s čimerkoli boste podkrepili to. Morda z izjavo gospoda Jankovića, da nikoli ni mogel priti v pisarno na sestanek gospodu Drnovšku. Še kakšno tako izjavo. Dajte, no, rekel, ta način izenačevanja vsega je rezultat, da je danes Slovenija tam, kjer je. Dobro, na oblasti smo imeli ene in druge interese. In različno ravnanje. Privatizacija v hitu je bila preprečena. Tega niste v prispevku povedali. Jezna sem na te, ki so pretakali denar, in tudi na te sem jezna, ki so jim držali sklede zraven. Tu je sramota, jaz bom rekel sodišč, sramota politike, sramota poslancev, ki pustijo zakone take. Nazaj smo in končujemo tam, kjer smo končali. Gospod Golobič, začeli ste razvijati misel o tej odgovornosti politike ene in druge. Poglejte, jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da v Sloveniji začnemo o svoji zgodovini tudi razmišljati z principom, da načeloma